epidemija vas je zelo prizadela. Ja, definitivno nas je prizadela, ker mi smo mogli tako kot vse druge turistične nastanitve zapreti 16. marca in smo v bistvu do 18. maja zdaj zaprti. Tako da, kar se turizma tiče, nas je seveda prizadela in je seveda bilo prometa nič. A ne? Je pa res to, da nam je pa dala misliti in nam je nek nov, kaj bi rekla, nek nov zagon, da mogoče ni dovolj, da se ukvarjamo samo s turizmom, ampak da moramo izkoristiti ves ta naš potencial, ki ga imamo. To se pravi, turistična kmetija, nimamo samo turizma, ampak imamo tudi seveda svojo zemljo, živino in vse. Kje pa je to? Turistična kmetija Urška je pri Zrečah, to je Zreško Pohorje. Tako da imamo res srečo, da smo na lokaciji, kjer je čudovito zelena in kjer raste vse. Včasih se moja mami poheca, ker imamo za zelenjavo res srečo, da je sigurno kakšna termalna voda pod našim bregom, da tako lepo vse raste. In kako se boste izvlekli iz te krize? Kakšne so načrti? Naši načrti so definitivno, še vedno je na prvem mestu naša ta butičnost, ki jo imamo kot turizem, saj smo zelo majhni, samo 20 oseb sprejmemo, ampak treba je pa razmišljati, kaj še zraven ponuditi gostu in kaj narediti, če ponovno pride do česa takega. Zato smo se odločili, da povečamo našo v bistvu zelenjavo. V Sloveniji je veliko povpraševanje, sploh zdaj v tej krizi se je izkazalo, po zelenjavi. In tako smo se odločili, da že sedaj imamo 2 rastlinjaka, že sedaj imamo 200 špargljev, 500 malin, 1000 jagod, v bistvu ogromno zelenjave, ampak smo se odločili, da še zraven dodamo. To pomeni, da bomo gostu ponujali neko celoto, tudi zabojček ekološke doma pridelane hrane za domov, ko bo šel, če pa seveda pride, ampak če pride pa do ponovno česa takega, mislim, da bomo kmetje nasplošno pripravljeni, da tudi res to svojo zelenjavo, tudi mesnine, različne stvari imamo, ponudimo gostu. Ker se veste, hrano in dobro, kvalitetno hrano bomo vedno potrebovali. Daj vam malo konkretizirate, v čem ste butičnik? Butični smo v bistvu prav v tem, da smo majhni, in da vse delamo sami. Kaj pa delate? Pomeni pri nas, na naši hiši imamo vse. To se pravi, naš gost, več kot 80% hrane je pridelana doma, ki jo dobi na mizo. Vsa hrana je ekološka. To se pravi, gre za to, da ne gremo na kvantiteto, ampak izključno na kvaliteto. In kar se nam zelo zdi pomembno, je že to, da sami pridelamo humus, da imamo tudi svoje črve, ki delajo humus. To se pravi, že zemlja je pomembna, v kakšno zemljo to daš. In tukaj mi vidimo prednost in pač pred mogoče drugimi, da bomo ponujali dejansko kvalitetno zelenjavo, kvalitetne surovine. V čem ste pa poznani? Poznani, naša hiša, lahko rečem, da je poznana po dobri kulinariki, po smehu. Omenila ste kulinariko, naštejte nekaj jedi. Kulinariko jedi, naprimer, pred leti smo začeli med prvimi z cvetličnim menijem, ker imamo zeliščno-cvetlični vrt in iz tega je pač prišel cvetlični meni, od cvetlične juhe pa vse do torte z regradovo marmelado iz regradovih cvetov. Potem seveda so še pa tu takšne tradicionalne jedi, ki so malo obarvane ali, jaz rečem temu rada, zapakirane drugače, kot je naprimer krompir, resten krompir v mošnjičku, kot so tudi kakšne rebrce,
Tako da nekakšna kombinacija te tradicije z nekim sodobnim pristopom. Sedaj pa pojva še k ukrepom države. Kako ste zadovoljni s temi ukrepi države in pa njihovo pomočjo? Seveda z državnimi ukrepi v bistvu na koncu smo zadovoljni, ker saj tokrat nismo bili spregledani, kot turistične kmetije, pač smo dejansko velikokrat malo pozabljeni. Tokrat dejansko res nismo bili in so nas res Ministrstvo za kmetijstvo takoj vključilo zraven v to njihovo zgodbo. Je pa tako, mi si želimo, da bomo lahko delali, kar zdaj bomo, da lahko delamo, da nam čim prej dajo navodila za varnost, to se pravi, da bomo mi znali odreagirati in na koncu ta neka celota, to se pravi, da lahko delamo, da so varni in da lahko k nam pridejo gostje, je tisto, kar si mi od vsega najbolj želimo. Ste že začeli sprejemati rezervacije? Ja, seveda, rezervacije jaz sprejemam skozi od prvega dneva epidemije čisto normalno, s tem, da smo pač vsako povedali, da v primeru, da se še to vleče ali pa karkoli, bomo pač odpovedali. Tako da jaz ne vidim tukaj, da bi mogoče gostu govorila, joj, ne vem, če bomo lahko. Mislim, narediš rezervacijo in ga zraven pač obvestiš, da v primeru, da še ukrepi ne bojo ukinjeni, ker veste, mi smo meseca marca mislili, da bo 14 dni trajalo, ne pa 2 meseca pa pol. Moram pa povedati, da vsi gostje, predvsem tudi slovenski gostje, ki so rezervacijo morali odpovedati, smo jim mi morali odpovedati zaradi virusa, so prestavili na kasnejši termin. To se pravi, ni bilo zguba rezervacije, ampak se je prestavilo na kasnejši termin. Je pa res to, da se moramo vsi zavedati tega, da 5.5.2020 je mimo in takrat so bile sobe prazne. In tega več nikoli ne bomo nadomestili. Tudi če se prestavi, kakorkoli levo, desno, kakorkoli gledamo, to je šlo. In je brez veze razmišljati, kaj smo izgubili, ampak je treba razmišljati, kaj bomo zdaj največ od tega potegnili in kaj smo v bistvu s tem zdaj pridobili. Torej, obeti so dobri? Jaz mislim, da so dobri in jaz mislim, da zdaj zelo, zelo razumem goste, ki jih ima naša hiša, predvsem tujce, ko mi tolikokrat rečejo, ko stopijo iz jedilnice, če vemo, kako smo bogati. In ja, res smo zelo bogati, zato ker taka narava, tak zrak, obenem pa še svoja hrana, mislim, da je to eno od največjih bogastev, ki jih imamo in da to lahko ponudimo pa gosto, je še pa stopnja več. Hvala lepa za pogovor, se prosim lahko še predstavite. Urška Topolšek Planinšek, turistična kmetija Urška. Iz kje? Z Reče.